Glavna pokrovitelja oddaje sta Lumar in Bramak. Dober dan in lep poletni pozdrav v naši oddaji Za zdravje. Poletje je tu in prav je, da se pred močnimi sončnimi žarki zaščitimo. Seveda smo se v naši oddaji potrudili in za vas poiskali 100% naravne kreme, ki vsebujejo naravne filtre, ekološko pridelano rastlinsko olje ter aloin gel, ki pomirja in hrani kožo. Ana, povejte nam, obstaja kakšna biozaščita proti sončnim žarkom? Seveda lahko zberemo bolj naravno alternativo naspram obstoječim izdelkom, ki so po večini iz kemičnih filtrov. Pazljivi moramo biti, da so izdelki, ki jih zberemo, iz titanovega dioksida in cinkovega oksida, oziroma da zaščitni filter tvori titanov dioksid in cinkov oksid. Pri tovrstnih izdelkih se dodaja potem še razna druga naravna olja, ki obenem vlažijo kožo, ker če bi imeli samo titan in cink, seveda bi to kožo precej sušilo. Tako da najdemo v takšnih izdelkih tudi aloe vera gel, ognjičeva mazila, dodaja se olje karanje in karitejev ali pa karitejevo maslo. Moram opozoriti tudi, da vse te zadnje sestavine, ki sem jih zdaj naštela, že imajo v naravi prisoten naraven zaščiten faktor. Problem je samo v tem, da niso toliko obstojne in moramo dodajati še minerale kot titanov dioksid in cinkov oksid, da dobimo lepo mazljiv in obstojen izdelek. Z lahkoto lahko to tudi preverimo, se pravi, da je izdelek iz titanovega dioksida in cinkovega oksida tako, da ko izdelek nanesemo, smo pozorni, da pusti belo sled. V primeru, da izdelek ne pusti bele sledi, in da se vpije pod povrhnjico kože, lahko domnevamo, da sončni filter, ki je v izdelku, zagotovo ni titanov in pa cinkov. Ja, kakšna pa je razlika med kemičnimi in mineralnimi filtri? Torej, razlika med kemičnimi in mineralnimi filtri je zelo velika, potrošnik jo z lahkoto opazi. Kemični filtri, na primer, podrejo pod povrhnjico, kar pomeni, da se popolnoma vpijejo, medtem ko mineralni filtri ostanejo na površini kože. Delovanje kemičnih filtrov se prične 30 minut po nanosu, kar je še posebej nevšečno zaradi na primer majhnih otrok, ki zagotovo ne morejo biti v sencu in na miru tako dolgo, medtem ko mineralni filtri začnejo učinkovati takoj, ko jih nanesemo. Kemični filtri imajo tudi to karakteristiko, da so na žalost alergeni in fototoksični. To pa predvsem zaradi tega, ker so pridobljeni iz virov, ki niso najbolj blagodejni za zdravje kože kakor organa. Medtem ko mineralni filtri zagotovo niso alergeni. Kemični filtri uničujejo na primer korale, tako da v določenih delih sveta so tudi že opozorilne table, če uporabljamo kemični filtre oziroma izdelke, ki vsebujejo kemične filtre, da se na primer v tistem delu morja ne smemo kopati. Dodatno zagotovilo za potrošnika pa so tudi biokozmetični certifikati, ki morajo biti prisotni na kvalitetnih izdelkih, ki vsebujejo mineralne filtre za zaščito proti soncu. Potrošnik naj bo pozoren, načeloma večkrat ima izdelek certifikatov bolj transparenten in večkrat preverjen. Povejte nam še to, kdaj pa so sončni žarki najbolj nevarni? Tako UVA kakor UVB žarki poškodujejo povrhnjico kože. Največ UVB žarkov je med 11. in nekje 4. uro popoldan, takrat je koncentracija največja. To je tudi tisti čas, ko odsvetujemo pravzaprav zadrževanje na soncu brez zaščite. Še vedno pa opozarjamo, da vseeno sonce kakor tako pripomore tudi k sintetiziranju in utilizaciji vitamina D v telesu, zato moramo še vedno poskrbeti za zadostno količino zaužitega sonca.